Jaz predlagam najprej par tehničnih navodil, glede na to, da imamo danes ob 12. tudi sejo razvojnega sveta Koroške, smo danes se preselili v hotelu, v dvorano, veliko dvorano Hostla, zato ker je naša sejna soba narejena za toliko svetnikov, pa za toliko županov, da lahko svet Koroške regije obravnavamo na sejni sobi. Razvojni svet pa je povabljenih preko 30 ljudi, pa enostavno preko 30 ljudi nima prostora v sejni sobi občine Radlje. Zato smo danes tukaj in smo rekli, da bomo tudi sejo sveta naredili tu v enem prostoru. Tako da predlagam, da se najprej opravimo sejo sveta Koroške, potem pa ob 12. zaključimo to sejo in po 12. nadaljujemo z razvojnim svetom Koroške, ko se nam pridružijo še ostali člani razvojnega sveta Koroške. Predlagam še ena tehnična, zato tudi danes nismo naredili ozvočenja, tako da prosim, če lahko malo glasneje govorite, da bojo stvari zabeležene. Verjamem, da so mikrofoni na kamerah tako občutljivi, da bojo tako zabeležili, da bomo lahko potem od njih naredili tudi zapisnik. Ko bomo delali pa seje sveta Koroške, pa bomo v sejni sobi enostavno snemali, tako kot vsi ostali. Nimamo nobenega posebnega prostora za poročevalce, tudi v sejni sobi občine ga ni, tako da bomo potekali seje, tako da bodo se z dvigom rok prijavili razpravljalci in bomo dali besedo in se bo v sejni sobi gor se snemalo danes, pa tudi prosim, da po takem dnevnem redu gremo naprej. Jaz predlagam, da začnemo. Spoštovane županje, spoštovani župani, spoštovani predstavniki Regijske razvojne agencije, spoštovana poslanca, spoštovani državni svetnik, spoštovani novinarji, lep dober dan in lepo pozdravljeni na prvi redni seji Sveta Koroške regije v mandatu 2017-2018, ki se odvija v veliki dvorani Hostla v Radljah ob Dravi. Ugotavljamo sklepčnost, ugotavljamo, da sta odsotna župana občine Muta, gospod Mirko Vošner, in pa župan mestne občine Slovenj Gradec, gospod Andrej Čas. Pooblastilo pa je za Bogdana Slemenika pripravil župan občine Mislinja Bojan Borovnik. Ugotavljam, da je danes prisotnih 10 članov Sveta Koroške regije, od 12 članov. Ugotavljam, da je Svet Koroške regije sklepčen in lahko veljavno sklepa. Na današnjo sejo so bili povabljeni še poslanci državnega zbora in jih prav lepo pozdravljam, gospoda Ivana Škodnika in gospoda Nilija Ranca, Karmen Sonjak, direktorico Regijske razvojne agencije, gospod Marjano Kašnik, direktorico ZRCK-ja, ki jo zastopa danes Mitja Čeh, in pa spoštovani predstavniki medijev, novinarji in novinarke. Ugotovili smo sklepčnost današnjega Sveta Koroške regije in prehajamo na določitev predloga dnevnega reda. In sicer za današnjo sejo je bil predlagan dnevni red v naslednji vsebini. Prva točka, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda prve seje Sveta Koroške regije v mandatu 2017-2018, drugič potrditev zapisnikov pete redne seje in druge dopisne seje Sveta Koroške regije, tretja točka, poročilo o upravljenem delu Sveta Koroške regije v mandatu 2016-2017, četrta točka je program dela in finančni načrt za leto 2017 Zdravstveno-reševalnega centra Koroške, peta točka je sklepanje prvega dogovora za razvoj Koroške regije in informacija o pripravi drugega dogovora za razvoj regije, šesta točka, ukinitev zasedbe postaje Vuhred s prometnikom, sedma točka, predlogi in pobude članov in članic Sveta Koroške regije. Predlagani dnevni red je pripravljen tako. Sprašujem spoštovane županje in župani, ali obstoja kakršenkoli predlog vezan na predlagani dnevni red prve redne seje. Ugotavljam, da predlogov za širitev ali umik točke dnevnega reda za sejo Sveta Koroške ni. Lahko preidemo na glasovanje o predlogu
o predlogu dnevnega reda. Sprašujem, spoštovane županje in župani, kdo je za predlagan dnevni red? A lahko držite še gor, prosim, da preštejem. 8. Hvala lepa. Je kdo proti? Ugotavljam, da nihče. Lahko ugotavljam, da je za glasovalo 8 predstavnikov v svetu Koroške regije, proti nihče, in ugotavljam tudi, da je predlagani dnevni red sprejet. Prva točka dnevnega reda je ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda prve seje sveta Koroške regije, ki smo jo ravno kar zaključili, in prehajamo na drugo točko dnevnega reda, ki pa je potrditev zapisnikov 5. redne seje in druge dopisne seje sveta Koroške regije. Sprašujem, ali je kakršenkoli pripomba na zapisnik 5. redne seje in druge dopisne seje sveta Koroške regije. Prosim. Jaz se prečujem, 9 nas bi moglo biti. 9 za, ali pa 9, 8 za, pa noben proti, pa nekdo se zdržal. Napište, kdo se zdržal. Glasuje se za ali proti. In če se ne glasuje proti, potem je 8 glasov za in nič proti. Ja, pa če nas pa več prisotnih, morate napisati, kaj z ostalimi. Ni glasov. Mi napišemo. Ja, prav. Hvala. A je kakšna pripomba na zapisnik? Ni. Tole lahko ugotovim, da je zapisnik zapisan tako, kot je bilo tudi rečeno in dogovorjeno. Tako prehajamo na potrditev zapisnika. Potrdi se zapisnik 5. redne seje sveta Koroške regije. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep z 8 glasovi za in nič glasovi proti. 9 glasovi za in nič glasovi proti od 10 navzočih svetnikov sprejet. Tretja točka dnevnega reda je poročilo o upravljenem delu seje sveta Koroške regije v mandatu 2016-2017 in poročilo je pripravil predsedujoči svetu Koroške regije, župan občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen, ki je bil predsedujoči svetu Koroške regije v prejšnjem mandatu. Lepo ga pozdravljam. Dobar dan, dr. Tomaž Rožen. Prosim za kratko predstavitev poročila. Prosim. Hvala predsedujočemu, gospodu Bokovniku, županu občine Radlje. Lepo zdrav še enkrat, so z moje strani. Jaz zelo dolgo ne bom, ker so vse sodelovali, pravzaprav župani in župani pri delu sveta Koroške regije. Ravno tako je to poročilo v pisni obliki na strni način pripravljeno. Bi pa mogoče poudaril, da sta bila dve značilnosti, oziroma dve večji zadevi v prejšnjem mandatu. Predvsem je to tretja razvojna os, oziroma dosežek, ki je bil na koncu mandata dosežen, torej podpisan protokol o poteku načrtovanja in izgradnje hitre ceste Šentrupert-Velenje Slovenj Gradec-Holmec, oziroma ta protokol z ministrstvom, ki je bil podpisan za izgradnjo tretje razvojne osi. To je bil pomemben protokol, ki je pomenil tudi uresničitev zahtev sveta Koroške regije, kjer je tako s pomočjo vas, županov, tudi poslancev v državnem zboru in pa tudi civilne iniciative oziroma mladinske iniciative za tretjo razvojno os in pa hkrati tudi samega protesta, ki se je v tistem času zadnje seje odvijal, je potrebovalo temu, da se od protokola naprej ne govori več o tem, ali bo ali ne bo hitra cesta, od takrat naprej se govori lahko samo kdaj in kako bo. Prej ni bilo dokumenta, razen nekih načrtov nacionalne strategije razvoja prometa, nekih, bi rekel, bolj političnih obljub posameznih političnih predstavnikov države. Zdaj pa je trden papir, po katerem poti nazaj več ni. In pa pomembno je tudi, da smo v tem protokolu dogovorili, da govorimo o tretji razvojni osi do Holmeca oziroma do državne meje, da ne nehamo z razmišljanjem pri že sprejetim načrti do Koroške, ampak da govorimo o celostnem projektu. In pa še več dosežkov je v tem protokolu, ki
ki zdaj so ne bi ponavljal, ampak to štejem kot velik dosežek tega mandata. Hkrati seveda se je proti koncu začelo odvijati tudi to, kar bo danes tudi tema na razvojnem svetu, torej evropska sredstva, po domače rečeno, sredstva SRR-ja, Evropskega sklada za regionalni razvoj. To se je začelo odvijati, bomo rekli, v drugi polovici mandata, ko je prišlo do obrata, da se je država oziroma da so se ministrstva vendarle odločila, da bodo vsaj delno upoštevala teren oziroma občine oziroma obe regiji razvojni in je bilo to zaznamovano seveda v drugo polovico tega vodenja, pa hkrati so to tekočo predajo, ki smo jo z gospodom Bukovnikom upravila, torej kar z pisno predajo mandata. Dejstvo je seveda, da predsedujoči Sveta Koroške regije ima enoletni mandat, ki ga ne more sam podaljševati, tudi mu ga nekdo dal in seveda mandat meni je potekel z mesecem julijem in je bila ta, če lahko rečem, tekoča predaja vodenja oziroma poslov. Drugače pa manjše stvari, mandat lahko vsemu, bi rekel, ocenim za uspešnega, ni bil pa seveda popolnoma uspešen, predvsem pri tej predelavi lesa oziroma tej vzpostavitvi gozdarskega, lesarskega centra, kjer smo bili tudi na par sestankih samičnih občin Dravograd, pa s poslanci na ministrstvu, še nismo bili uspešni, imeli smo seveda tudi najvišji dosedanji obisk na Svetu Koroške regije, bil je pri nas gospod minister za gospodarske razvoj in tehnologijo, gospod Počevalšek, kar je seveda tudi lepo, da tudi ministri obiskujejo ta naša sreča. Tako da verjamem, da te neizpolnjene naloge bo seveda župan občine Radlje, gospod Bukovnik, prevzel naprej in v tem mandatu tudi opravil še to neprekončano delo, ki pač prejšnjem mandatu ni bilo končano in pa seveda bo tudi novi izzivi, ki bodo prileteli v tem prihodnjem obdobju. To z moje strani. Zdaj. Hvala. Hvala lepa mojemu predhodniku. Hvala za podano poročilo. Dajem tretjo točko dnevnega reda v razpravo. Mogoče kakšna razprava, strani članov sveta ali gostov. Se prečujem. Vidim, da se nam želita pridružiti še župana Mute in pa Slovengradca. Ker se enostavno vrate se odpirajo in zapirajo non-stop in je malo že. Se bomo odprli. Izvolite, dobrodošla. Mislim, že en uro tudi. Ja, kar izvolite. Vedem, da nismo zadnji, da še malo Prav. Torej, pridružila sta se nama župan mestne občine Slovengradec, gospod Čas in pa župan občine Muta, gospod Mirko Vošner. Tako ugotavljam, da nas je danes, smo prisotni vsi in lahko nadaljujemo z sejo Sveta Koroške regije. Torej, bili smo pri tretji točki in sicer odpiram razpravo na tretjo točko dnevnega reda o poročilu o upravljenem delu Sveta Koroške mandata 2016-2017. Prosim. Ugotavljam, da prijavljenih za razpravo ni, zaključujem za razpravo in dajem na glasovanje sklep. Svet Koroške regije se je seznanil s poročilom o upravljenem delu Sveta Koroške regije v mandatu 2016-2017. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala lepo. 11. Hvala. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep z 11 glasovi za in nič glasovi proti od 12 navzočih predstavnikov občin sprejet. Nadaljujemo z četrto točko dnevnega reda. Program dela in finančni načrt za leto 2017 Zdravstveno-reševalnega centra Koroške. S strani Zdravstveno-reševalnega centra Koroške smo v obravnavo prejeli program dela in finančni načrt za leto 2017. Direktorica zavoda se je opravičila današnje seje z nami in je nam poslala njenega pooblaščenca, gospoda Mitjo Čeha,
ki ga prosim za kratko predstavitev programa dela in finančnega načrta. Prosim, spoštovani gospod Mitja, izvolite, beseda je vaša. Lepo zdrav vsem skupaj. Gospa direktor mi je dala eno tako kratko poročilo oziroma predstavitev tega plana, pa bi ga kar na hitro prebral. Letošnji plan sledi viziji razvoja zdravstveno-reševalnega centra Koroške in se osredotoča predvsem na vzpostavitev internih standardov kakovosti, na krepitev znanja zaposlenih in nabavi sodobne opreme, s poudarkom na novem, nujnem reševalnem vozilu in nabavi prenosnega ultrazvoka. Izhodišče je, da so naše ekipe takšne, kot to zahteva pravilnik o nujno-medicinski pomoči, in sicer sestava in kompetence članov mobilnih ekip in opreme, ki jo pri tem svojem delu uporabljajo. Po pravilniku morajo imeti do začetka leta 2019 vsi zdravstveni tehniki upravljen izpit iz nacionalne poklicne kvalifikacije, diplomirani zdravstveniki in zdravniki pa vsaj po 5 licenčnih izobraževanj. Samo kotizacija posameznega licenčnega tečaja brez ostalih stroškov pa je od 500 do 600 evrov na posameznika. Nabava novega reševalnega vozila za urgenco je nujna. Zdravstveno-reševalni center Koroške se je namreč sooča z starim voznim parkom. Dejstvo je, da so najmanj 3 reševalni avtomobili za namene urgentnih voženj prestari. Že vnaprej vemo, da bomo v naslednjem letu morali pristopiti k zamenjavi vsaj še enega oziroma 2 urgentnih vozil. Če povzamem, za leto 2017 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 1062 evrov ter pozitiven denarni tok v višini 500 evrov. Zaradi odprave plačnih anomalij, ki jih je vlada sprejela prejšnji mesec, bomo na podlagi sklepa Sveta Zavoda Zdravstveno-reševalnega centra Koroške pripravili gradivo za vas in ga predstavili na naslednji seji Sveta Koroške regije. V tem letu pa tudi naj povem, Zdravstveno-reševalni center Koroške praznuje 90-letnico svojega postoja, zato bomo 8. decembra organizirali skromno slavnostno prireditev, na katero ste že sedaj vljudno vabljeni. Hvala lepa. Hvala gospodu Mitji Čehu za predstavitev programa dela in finančnega načrta za leto 2017 Zdravstveno-reševalnega centra Koroške. Dajem 4. točko v razpravo. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani gostje, je kakšno vprašanje, razprava, pobude za predstavnika ZRCK-ja? Ugotavljam, da ne. Zaključujem za razpravo in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem sklep. Svet Koroške regije se je seznanil s programom dela in finančnim načrtom Zdravstveno-reševalnega centra Koroške za leto 2017. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep z 12 glasovi za in nič glasovi proti od 12 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. Zahvaljujem se gospodu Mitji Čehu za predstavitev programa dela. Želim lep dan še naprej. Hvala lepa in nasvidenje. Smo pri 5. točki dnevnega reda. Sklepanje prvega dogovora za razvoj Koroške regije in informacija o pripravi drugega dogovora za razvoj regije. V prilogi gradiva za sejo Sveta Koroške regije vam je bilo posredovano pripravljeno gradivo s predlogi projektov za prvi dogovor za razvoj Koroške regije. Mi smo izhajali iz regionalnega razvojnega programa Koroške, pa vendarle preden da preberem predlog za vse tiste, ki niste dobili gradiva, bi želel spregovoriti nekaj besed o samih aktivnosti. Prej je že dr. Tomaž Rožen povedal, da se mu je v drugem delu njegovega mandata so se mu zgodila evropska sredstva, ki jih je država po preobratu, kot ga je sam imenoval, namenila iz sredstev, ki so bila dodeljena v kohezijski politiki 2014-2020 na razpise, se je država, predvidevam, da zaradi premajhnega črpanja lokalnega okolja odločila, da del sredstev, ki jih je namenila za vzhodno in zahodno kohezijsko regijo, ki pa jih je bilo preko milijarde in 100 evrov za pokoristiti v 8 letih oziroma polovico od tega, kar je bilo prijavljeno za do 2018,
se odločila in sredstva, ki so bila na kohezijski politiki, dodelila kohezijskim regijam. Teh sredstev je bilo približno za 250 milijonov evrov in od teh 250 milijonov evrov se je na kohezijski regiji, na svetu kohezijske regije, vzhodne kohezijske regije določilo, koliko lahko sredstev pripada določeni statistični regiji. Naj opozorim, da so bila sredstva, ki niso bila v okviru teh 250 milijonov, vsa sredstva, ki so bila sprejeta, ki so bila odmerjena na podlagi meril za izbor operacij, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela 17. aprila 2015, bila do takrat izključno pripravljena za razpise in so se lokalne skupnosti kot enakovredne vsem lokalnim skupnostim v Sloveniji in drugim izvajalcem, drugim prijaviteljem lahko na te razpise prijavljale. Tukaj gre za neki drugi model, ki govori o neposredni potrditvi teh projektov, ki jih bomo potrdili. To pa pomeni, da bodo ta sredstva na podlagi neposredne potrditve in na podlagi prepoznanih prioritet v posamezni statistični regiji bodo projektom dodeljena ne na podlagi razpisa. To je bistvena razlika med sredstvi, ki so bila dodeljena vzhodni kohezijski regiji v preteklosti in se razlikuje. To pa je lahko dokaz tudi to, da je država v tem letu in v prejšnjem letu že začela z izvajanjem določenih razpisov, na katere smo se lahko lokalne skupnosti prijavljale, vendar je bilo od priprave projektov odvisno, ali smo bili na teh razpisih uspešni. Lahko govorim v svojem imenu, v imenu občine Radlje ob Dravi. Mi smo se prijavili na razpis za večgeneracijske centre, ki je bil tudi eden izmed razpisov, in smo bili pač uspešni in prijavili smo se na energetsko sanacijo objektov v javni lasti in smo tudi bili uspešni z energetsko sanacijo bivše blagovnice Tima in to ni bilo nobenega potrdila potrebno ali neposredne potrditve, ampak je bil čisti razpis, ki je bil razpisan strani ministrstva. Tako je bilo tudi, so bile uspešne nekatere občine, mislim, da občina Prevalje na razpisu poslovne cone v Prevaljah, ki je se prijavila na razpis. Skratka, in tukaj v tem primeru, ko pa se je zgodila ta preobrat, pa pravzaprav država od nas ne pričakuje več, da bomo se prijavljali na razpise in tekmovali za celo regijo, za celo državo, ampak bomo enostavno ta sredstva, ki so bila, če bodo indicirani in pa prepoznani regijski projekti v okviru tistih vsi, ki jih je država pripravila, potrjeni na razvojnih svetih, bodo ti projekti potem tudi sofinancirani. Torej, da utemeljim svojo razpravo, ne gre tukaj za čisto tekmovanje na razpisih, ampak gre za sredstva, ki bodo dodeljena na podlagi potrjenega predloga razvojnega sveta Koroške regije. Glede na to, da je država, da se je zgodil preobrat, taka lepa beseda se uporabila, Tomaž, da se je zgodil preobrat v miselnosti države, torej ministrstev in SVRK, smo potem tudi od SVRK in pa od ministrstev, ki so dale na razpolago sredstva iz svojih prednostnih osi, izmeril za izbor operacij oziroma operativnega programa, smo ugotovili, da je država dala torej lokalnim skupnostim v obeh kohezijskih regijah na voljo 4 prednostne oziroma 6 prednostnih osi in sicer na 3. prednostni osi ukrep 3.1 so bile tako imenovana poslovna infrastruktura ali poslovne cone, ukrep 4.4 so sredstva namenjena za gradnjo, jaz bom povedal bolj tako, da bo bolj plastično razumljeno, so sredstva namenjena gradnji kolesarskih stez, v projektu 5.2 so bile vremenske podnebne spremembe, v prednostni osi 6.1 in 6.2 so sredstva namenjena odvajanju in čiščenju odpadnih voda in pa vodooskrbi in pa prednostna os 7.2 je namenjena gradnji državne cestne infrastrukture. Bom potem kasneje še povedal, kaj je pravzaprav za Koroško tukaj pomembnega. In sicer
na tretji osi, torej 3.1 prednostna os je za gradnjo poslovnih con, 4.4 smo rekli kolesar, 6.1, mi smo se potem skupaj odločili, da enostavno lokalne skupnosti na Koroškem nimajo možnosti aktivirati projektov na prednostnih oseh 5.1 in smo to os izpustili. Ta sredstva pa so nam tudi povedali za države, kako jih lahko pokoristimo. In sicer so za vsako od vsi napisali, da so sredstva iz ESRR-ja, torej iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, razdeljena po oseh, tiste sredstva, ki se jih ne da predstavljati in so fiksno določena za vsako os in jo ta sredstva moramo porabiti, tako kot so zapisana. Potem pa so še dodatna sredstva, ki so iz priporočila SVRK-ja, katerih pa je bistveno več, kot pa je tistih ESRR-ja, ki pa jih lahko na podlagi indiciranih projektov, ki jih bodo občine v naboru pripravile, prerazporejamo med svojimi osmi. Gre tudi za prvi in drugi dogovor za razvoj regij, vendar danes se pogovarjamo samo o prvem dogovoru, zato ker je za drugi dogovor za razvoj regij še dovolj časa, da lahko po 30.9., ko bo objavljen razpis ministrstev, prijavimo tiste projekte, imamo 6 dni časa, da izdelamo DIP-e in pa ostalo dokumentacijo, ki jo potrebujemo in potem zaključimo z drugim dogovorom za razvoj regij. Zdaj, sam sem v tem obdobju, ko sem prevzel vodenje sveta Koroške regije, opravil skupaj ali pa sam obiske na vseh 3 ministrstvih, ki so povezana z temi sredstvi, in sicer najprej sem bil na MGRT-ju pri gospodu Drofeniku, ki je odgovoren za kohezijsko politiko, potem sem bil pri gospodu Behino, ki je odgovoren na MOP-u za kohezijsko politiko, in pa na MZI-ju pri gospe Mitrovičevi, ki je odgovorna tudi za kohezijsko politiko. Tako da vsa ta 3 ministrstva so nam dala zelo jasna navodila, kateri so ti projekti, ki jih lahko regije predlagajo po prednostnih oseh, ki so na razpolago, in potem bo seveda po teh prednostnih oseh bo prišlo do zlaganja projektov skupaj in prijave za drugi dogovor za razvoj regij. Mi smo pa v našem regionalnem razvojnem programu tudi pripravili določene prioritete, po katerih bi želele občine koristiti torej sredstva, ki so namenjena iz kohezijske politike, in tako smo po usklajevanju, po 2 sestankih, ki smo jih imeli v preteklem 14 dnevih, bila predstavljena najprej sklican sestanek, interni sestanek z predstavniki lokalnih skupnosti, in kjer so bila obrazložena zelo natančno ta detaljna navodila, ki so jih dali na SVRK oziroma na ministrstvih za prijavo projektov, in smo pozvali občine, da naj v okviru predlaganih prednostnih osi identificirajo projekte, ki bi bili lahko primerni za to, da se uvrstijo v nabor teh projektov. Ko smo prejeli nabor projektov iz občin Koroške regije, smo ugotovili, da vsaka občina v Koroški statistični regiji pravzaprav ima najmanj en projekt, ki ga je možno umestiti v 3.1, 4.4, 6.1 oziroma 7.2 in potem pripravili razpored teh projektov na podlagi, po mojem mnenju, korektnega kriterija, ki se imenuje kriterij po številu prebivalcev, zato ker v vsakem primeru, ko se odstopa od tega kriterija, ena občina zgubi na račun druge občine, če gremo v drugačne kriterije. Tak predlog je danes tudi pripravljen na mizi, zato smo v prvem dogovoru za razvoj regij nič nismo spreminjali, razen smo spremenili to, da so sredstva, ki so bila v preteklosti dogovorjena, ne pa potrjena, za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Mežiški dolini spremenjena, gre samo za spremembo procenta sofinanciranja strani Evrope, drugače pa so vsa sredstva razporejena v skladu z predlogom, ki sem ga pač posredoval danes tukaj pred vas in o tem lahko potem tudi razpravljamo. Moj predlog je bil tudi še ena zadnja informacija na zadnjem sestanku, ki smo ga imeli v sejni sobi v
regijski razvojni agenciji v Dravogradu. Sva bila z direktorico regijske razvojne agencije zadolžena, da opravimo sestanek tudi na Ministrstvu za infrastrukturo še enkrat in se pogovorimo v detajle, kaj je pomenilo navodilo, da je za državno cestno infrastrukturo možno nameniti sredstva na 3. razvojni osi samo za gradnjo, samo za projektno dokumentacijo in če to je bilo samo dovoljeno, da se projektna dokumentacija riše od Šentruperta do Velenja oziroma od Velenja do Slovenj Gradca. Ker pa vsi vemo, da je ta projektna dokumentacija že tako ali tako namenjena iz sredstva državnega proračuna oziroma iz Darsa, da bodo to naredili, smo iskala možnosti, da bi se lahko projektna dokumentacija namenila tudi za projekte, ki bodo v prihodnosti, ko bo končana študija izvedljivosti za odsek Slovenj Gradec, Dravograd in pa Dravograd-Holmec, ta sredstva namenjena tudi za ukrepe, ki bodo pomenili izboljšano prometno pretočnost v okviru krajev, ki ležijo na razvojni osi. To pomeni gradnja obvoznic in ostalih delov 3. razvojne osi, ki bo pač študija izvedljivosti in pa umeščanje v prostor jo pokazala, da je mogoče. In ta sredstva sva dogovorila za Karmen, da jih bo možno nameniti tudi za izdelavo projektne dokumentacije za posamezne odseke te državne infrastrukture. Ker namreč, zakaj je ta 7.2 os tako pomembna? Ta os je pomembna zato, ker je v njej 2,3 milijona evrov sredstev, ki jih država namenja preko SRR-ja. To pomeni, da se ta sredstva ne morejo in ne smejo prekanalizirati na katero od drugih osi in če jih nimaš projekta na tej osi, pravzaprav moramo sredstva vrniti in zato smo toliko si štejemo to v neke vrste uspeh, da smo zadnjič uspela pregovoriti predstavnike Ministrstva za infrastrukturo in oni bodo poslali pismo tudi, da bo lahko možno tudi projektno dokumentacijo za obvoznice in ostale dokumente, ki bodo pač sprejeti v skladu za 3. razvojno osjo naprej tudi uporabljati. Preden da preberem predlog, bi še rad povedal to, da so sredstva, ki jih je država namenila, izključno sredstva, ki jih bodo dobili projekti, ki jih bo potrdil razvojni svet regij. To se govori za drugi predlog, drugi dogovor, za prvi dogovor so sredstva tako pripravljena, kot je tukaj. In pa še ena stvar je, mi smo na zadnjih 2 sestankih se dogovarjali o tem, da se teh 26,8 milijona sredstev nameni za te osi, od tega se pa odšteje po predlogu regijske razvojne agencije na vsako občino sorazmerni del za projekt Podjetno v svet podjetništva, ki ga bo lahko potem tudi direktorica RRA-ja predstavila na razvojnem svetu. Mi smo se pogovarjali tako in pripravili ta predlog tudi v skladu z tem, smo sredstva tudi v tem prvem dogovoru za razvoj regij potrjene. Toliko od mene, glede na to, da pa je pripravljeno gradivo, bi vas želel seznaniti tudi z gradivom. Aktivnosti za pripravo prvega dogovora za razvoj regije temeljilo je na sprejetem regionalnem razvojnem programu Koroške regije RRP, ki ga je sprejel svet 18.3.2015 in na katerega je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi predhodnega mnenja pristojnih resornih ministrstv dne 27.2.2015 podalo pozitivno mnenje. Priprava osnutka dogovora za razvoj regije se je začela z objavo povabila razvojnim svetom regije za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regij v nadaljnjem besedilu povabilo. Regijam strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 13.11.2015, katerega predmet je bila izvedba postopkov priprave dogovorov za razvoj regije za 4-letno obdobje 2016-2019. Na osnovi tega je bila regijska razvojna agencija Koroška pozvana, da pripravi osnutek dogovora za razvoj regije, ki je moral vključevati za regijo najbolj pomembne regijske, medregijske ali sektorske projekte, ki bodo omogočili izkoriščenje najpomembnejših razvojnih potencialov in prednosti regije, odpravljali ključne razvojne ovire in uresničevali regijske razvojne specializacije. Na podlagi tega povabila je regijska razvojna agencija Koroška po pooblastilu razvojnega sveta Koroške regije izvedla vse predpisane postopke in pripravila seznam najpomembnejših projektov, ki so sestavni del osnutka dogovora za razvoj regije Koroška 2016-2019, potrjenega na seji dne 14.12.2015.
RRA Koroška je osnutek dogovora z zahtevanimi obrazci in predlogami v podpisanem roku 15.12.2015 posredovala MGRT. Ministrstvo je predloge regijskih projektov proučilo in vodilo teritorijalni razvojni dialog v skladu z SRR in uredbo o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike za razvojno regijo in ministrstvi, ki so pristojne za vsebine iz seznama projektnih predlogov, ki jih je opredelila regija v osnutku dogovora za razvoj regije. V okviru teritorijalnega razvojnega dialoga v skladu z uredbo je ministrstvo pridobilo od pristojnih resornih ministrstev predloge dodatnih sektorskih projektov, ki so bili prav tako predmet usklajevanja. V letu 2017 so se pričele ponovne aktivnosti med državo in regijami za realizacijo prvih dogovorov za razvoj regije. Po potrditvi vladnih gradiv službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, izhodišče za spremembo operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, informacija o pripravi dogovoru za razvoj regije na sejah razvojnih svetov kohezijskih regij 7.6.2017 smo v regijah začeli usklajevati pogoje in projekte za vključitev v prve dogovore za razvoj regij. Projekti, ki se sofinancirajo iz sredstev operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v nadalje OP-EKP, bodo potrjeni po postopku neposredne potrditve operacij v skladu z uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike Republike Slovenije za cilj naložbe za rast in delovna mesta. Uradni list številka 29/15 in 15/17. Torej, ti projekti ne bodo šli na noben razpis, ampak bodo neposredno potrjeni v skladu z uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike. In sicer smo pripravili za današnjo razpravo in pa za potrditev predlog. In sicer, kako bo izgledalo na razvojnem svetu Koroške, ker svet Koroške regije ne odloča in ne potrjuje, ampak samo predlaga svetu, torej naše stališče bo posredovano razvojnemu svetu na seji, ki bomo začeli ob 12. Torej, razvojni svet Koroške regije predlaga zasleditev prvega dogovora za razvoj regije naslednje projekte. Prvi projekt, odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju reke Meže, čistilna naprava Prevalje. Skupna vrednost projekta 6.748.578,84 evra, finančni viri. EU in slovenska sredstva je sredstev dogovora za razvoj regij 2.410.581,60 evra in lastna sredstva 4.337.997,24 evra. Drugi projekt, odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju reke Meže, čistilna naprava Črna na Koroškem. Skupna vrednost projekta 3.347.042,91 evra, finančni viri pa so EU in Slovenija iz sredstev DRD-ja dogovora za razvoj regij 1.161.127,20 evra in lastna sredstva 2.285.915,71 evra. Tretji projekt je predlog države, ki ne povzroča nobenih stroškov sredstvom, ki so razdeljena, ki bodo dodeljena na podlagi neposrednih potrditev in jih ima država že v svojem proračunu in bodo porabljena iz državnega proračuna in ne zajedajo kvote 26 milijonov. To je daljinska kolesarska povezava Trebonje-Maribor, skupna vrednost projekta je 600.000 evrov, finančni viri, integralni državni proračun DRSI 600.000 evrov. Regija je v osnutek dogovora za razvoj regije umestila projekt izboljšanje pogojev za trajnostno mobilnost v Koroški regiji, opredeljen z rangom 1, glede na doseženo število točk. Predlagan projekt predstavlja samo en odsek iz regijskega projekta, ki ga je posredovala Koroška razvojna regija, dne 15.12.2015 in samo v delu občin Muta, Radlje, Dravi in Podvelka poteka v Koroški regiji. Četrti projekt, regijska štipendijska schema Koroška, skupna vrednost projekta je 4.141,520 evra, finančni viri tega projekta pa so EU sredstva 80%, 1.823.808 evra in pa slovenska udeležba MDDSZ, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 20%, 455.952 evrov in pa lastna sredstva, berite, oklepajo delodajalci, ki bodo sodelovali v štipendijski schemi, so 1.861.760 evrov. Tudi pri tem projektu ne gre za sredstva, ki bi bila v kvoti teh dobrih 26 milijonov, ampak so to sredstva, ki ste jih videli, da se 80% iz ESS-ja, Evropskega socialnega sklada, 20% ministrstvo in pa ostali del pa delodajalci kot
štipenditorji, štipendistov, ki se bodo prijavili in bodo uspešni na regijski štipendijski schemi. Projekt je bil tudi potrjen s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve dne 27.3.2017 za izdajo sklepa o izbiri in odločbi o podelitvi javnega pooblastila za izvajanje operacije do 31.12.2022 in je v izvajanju. Sklenitev prvega dogovora za razvoj regije je možna po potrditvi na Razvojnem svetu Koroške regije in svetu Koroške regije. Sredstva za izvedbo morajo biti zagotovljena strani državnega proračuna, proračunov občin ali drugih sofinancerjev, ki so navedena pri posameznih točkah. Torej, to je uvodna beseda pri tej točki dnevnega reda. Dajem točko dnevnega reda v razpravo. Prosim. Prosim, to je Mati Stasič, občina Prelo. Prosim, se pričujem. Prosim. Hvala za besedo. Glede na izhodišča, ki so bila pripravljena leta 2015, glede na višino sofinanciranja in glede na sedanji predlog, ki je zdaj na mizi strani predsednika Koroške regije oziroma strani NRA-ja, je predlog tak, ki je za občino Prevalj, mislim, da za občino Črna tudi sprejemljiv zaradi tega, ker ni možno za ta projekt čiščenja odpadnih voda na Prevaljah zagotoviti 4,5 milijona lastnih sredstev, nimamo možnosti niti potenciala kreditnega, da bi lahko financirali projekt v taki obliki oziroma sami šli v ta projekt. Zaradi omejenih finančnih virov jih nimamo. Zato smo na podlagi razgovora z ministrico za okolje in prostor za Romano pripravila alternativni predlog, ki smo ga poslali na RRA, pa predsedujoči Sveta Koroške regije ni dovolil, da RRA pošlje to gradivo vam, županom in članom razvojnega sveta, zato sem jaz to poslal sam to gradivo. Mislim, da je malo neobičajno, da sedaj, vsaj kakor se jaz spomnim, so gradiva, ki je to predlagal, šla strani RRA-ja vedno na svet Koroške regije ali pa na razvojni svet Koroške regije, ni bilo prepovedi pošiljanja alternativnih predlogov in gradiv. Z ministrstvo takrat je govorjeno, glede na to, da je predsedujoči na delovnem sestanku Sveta Koroške regije, kjer je RRA predstavil možnost koriščenja finančnih virov, predvsem za področje čiščenja odpadnih voda, porečju reke Drave oziroma Meže in Mislinje. Takrat je predsedujoči rekel, da vse 17 milijonov bo šlo za čiščenje odpadnih voda na tem osi, ki je približno 17 milijonov uredno. Zato smo v razgovoru na nek način pripravili alternative in dogovora, nek predlog, ki bi bil lahko možno tudi sprejemljiv tako za MOP, kot tudi za občine, ki imajo težave. To so glavno vse občine, ki nimajo izvedenih sekundarjev v aglomeracijah nad ali pod 2000 enot. In je bilo dogovorjeno, da je možno spraviti tudi aglomeracije, vse aglomeracije v te finančne vire, v to prednostno os. Zato smo pripravili predlog, po katerem gre vseh 17 pa še nekaj milijonov za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju reke Meže, Drave in Mislinje. In sicer tako, da je financirana čiščenje odpadne vode v porečju reke Meže, čistilna naprava Prevalje, čistilna naprava Črna in vsi aglomeracije nad 2000 enotami z 80% sofinanciranjem z evropskimi sredstvi. Aglomeracije, ki so nižje od 2000 enot, ki drugače ne bi prišle in poštev, pa financirane 60% strani evropskih sredstv. To je pač en predlog, ki bi je želel tudi, da se o njem razpravlja in odloča zaradi tega, ker, kot sem že rekel, na ta način tudi manjše občine dobijo finančna sredstva za projekte, ki jih drugače ne bi mogli dobiti. Še v zvezi z delitvijo sredstev.
V prejšnji perspektivi 7-13 smo imeli to možnost, da bi delili sredstva po številu prebivalcev. Pa smo se odločili, da bomo delili sredstva na podlagi razvojnih prioritet Koroške regije kot celot. Nikoli nismo posebej izpostavljali posameznih delov, ampak celot. Zaradi tega smo nekatere občine prispevali sredstva za to, da so druge občine lahko speljale svoje projekte. Občina Prevalj je skoraj milijon, občina Slovenj Gradec, občina Mežica, občina Črna, občina Muta. So svoje sredstva za razvojne projekte celotne regije namenila razvojnim projektom v Radlah, v Ravnah, v Ribnici, v Dvojki, še. Ker je bila odločitev taka, da je treba gledati celot in da ni samo število prebivalcev tisti faktor, na podlagi katerega se sredstva delijo, ampak so razvojni momenti tudi še kje druge. Zdaj smo se odločili, da bomo po številu prebivalcev delili finančna sredstva. Pripravljena je tudi ta analiza, koliko je bilo sredstev uporabljenih več v nekaterih občinah, kot pa v drugih občinah, po številu prebivalcev. In sicer od občine Črna, ki je dobila 192 evrov na prebivalca v prejšnjem mandatu, do občine največ Ribnica 909 evrov po prebivalcu, občina Radlje 485 evrov po prebivalcu, občina Prevalj 269 evrov po prebivalcu. Ampak to je samo primerjava. Takrat smo se odločili, da bomo sfinancirali projekt. Čeprav smo tudi vsi ostali imeli projekt. In občina Prevalj je svoj milijon sredstev dala za to, da so lahko projekti bili v Radlah izpeljani, in še drugi. Zato se mi zdi na nek način neodgovorno, da ni niti malo solidarnosti oziroma na nek način regijskih konceptov razvoja. Kolikor časa sem v svetu Koroške regije, sem se boril za projekte Koroške regije. Na milijon sestankih sem bil v Ljubljani, ko sem bil predsedujoči. Še ko je bil predsedujoči gospod Rožen, večkrat smo bila skupaj na sestankih, kjer smo se borili za projekte, ki so bili leta 15 že potrjeni kot projekti, ki grejo neposredno potrditve. Čiščenje odpadnih voda, kolesarka, oziroma mobilnost, širokopasovni internet, vodooskrba in še nekaj projektov. Te projekte je potrdila tudi vlada kot osnovne projekte. Zdaj je čiščenje odpadnih voda je sestavni del tega prvega dogovora. Samo način financiranja je pa tak, da mi čistilne naprave na ta način ne bomo mogli izpeljati, ker nimamo finančnih virov. Vsi, ki ste gradili čistilne naprave, razen nove dveh, ki še nimamo čistilne naprave, ste dobili v prejšnjem mandatu sredstva kohezije v višini 80-85% sofinanciranja. Vsi. Dravska dolina tudi vodooskrbo iz teh sedanjih sredstev 50 milijonov, hvala Bogu, vedno očitam. Ampak na nek način je treba vedeti, da je čiščenje odpadnih voda je prioriteta vlade Republike Slovenije, zaradi tega, da je vlada sprejela opozorilo v zvezi s izpolnjevanjem obveznosti iz direktive 91/271/EGS, ki se nanaša na odvajanje čiščenja odpadnih voda. Zato ima v dogovorih za razvoj regij prednost dejavnost čiščenja in odvajanja odpadnih voda. Neizpolnjevanje zavez iz te direktive vodi v tožbo in posledično plačevanje kazni. Država. To pomeni, država je odgovorna. Država bi morala je spremenila pravila igre. Država je pa spremenila pravile igre tik pred zdajcem. Če malo karikiram, to je tako, kot če bi včeraj na finalni tekmi košarke Slovenija-Srbija spremenili pravila igre, pa bi rekli, v zadnjih 2 minutah je srbski koš vreden 20 točk. Tako je država spremenila pravila igre tik pred zdajcem. In ni poskrbela za projekte, ki so za državo pomembni in zaradi katerih bo država plačevala Bruslju kazni, zato da bi te projekte vzela. Tako kot je vzela projekt čiščenja odpadnih voda Ljubljane in okolice, 128 milijonov evrov.
tak 14 dni nazaj. Direktna sredstva. Pa še nekaj projektov, ampak ne vseh projektov. Kako so se odločili za to, ne vem, to je največja kritika, gre tu država. Dejansko država, da moramo za to poskrbeti. Država je obljubila, ne občina Prevalja ali občina Črna ali katera koli občina. Mi smo imeli projekt enako pripravljen kot občina Ravne ali pa še katera občina v prejšnjem mandatu. Vendar je sredstev zmanjkalo in lahko bi samo se zgodilo to, da bi bila naša čistilna naprava odobrena, ne pa ravnska. To je bilo na koncu projekta, smo imeli pripravljeni. Ker je bilo rečeno, da bo finančna sredstva iz kohezije za te dve čistilne naprave v tej perspektivi. Obljube so bile dane. Predsednik vlade je po polaganju temeljnega kamna vlekel na Prevaljah obljubo, da bo čistilna naprava zgrajena. Tudi minister za gospodarstvo pa bodo zagotovljena finančna sredstva. Kaj pomeni, da ne bomo zgradili čistilne naprave, ki jih potem pogoji ne moremo zgraditi, ker nimamo finančnih virov? To pomeni, da bo država plačevala penale, to je problem države. Po drugi strani je pa ta čistilna naprava izjemno pomembna za investicijo Leka, 110 milijonska investicija, to tukaj na Magna zdajle, in 400 delovnih mest. Ta investicija seveda ne bo tekla v to smer, ker je fekalna kanalizacija vodi, ki so tečejo iz Leka po gradbenem, pravnomočnem gradbenem dovoljenju, gredo na čistilno napravo Prevalje, ki je Lek nima. Kar pomeni na nek način, da se bo terminski plan te investicije porušil, ampak to je problem države. Magni je dala 18 milijonov, ker tako bo pa mogoče tukaj najti. Jaz upam. To ni naš problem, to je problem države. Problem čistilne naprave je tudi na nek način problem, zaradi tega, ker obljube so bile dejansko dane strani odgovornih ljudi. Na podlagi tega je bilo gradbeno dovoljenje in investicija za Lek tako zgrajena. Zato jaz prosim, da razmislite malo tudi o tem predlogu, ki smo ga z Romano pripravljali in na nek način vsaj malo solidarnosti oziroma poiščimo način, da bomo lahko financirali to čistilno napravo. Mi je temi pogoji, ki so zdaj dani, ne moremo in je ne bomo. Ker nimamo finančnih sredstev. To po zaenkrat bom pa še. Hvala lepa. Na predsedujočega Sveta Koroške regije je priletelo kar nekaj kritik, ki glede na moje delovanje kot predsedujočega, jaz bi samo rad poudaril in nekaj poudarkov, ki so povezani z poslovnikom o delu Sveta Koroške regije. Najprej, na zahtevo 2 članov Sveta Koroške regije, kar je ta tudi bila podana, mora predsednik uvrstiti gradivo v obravnavo na prvo naslednjo sejo Sveta Koroške regije. Glede na prispelo gradivo, v katerem nas 2 predstavnika govorita o predlogu za prvi dogovor za razvoj regije, je znotraj tega dogovora za razvoj regije tudi napisano, da mora biti, da se odvajanje in čiščenje odpadne vode financira tudi v ostalih lokalnih skupnostih, ne glede na to, ali so aglomeracije pod 2000 ali nad 2000 PE. To dr. Krasič utemeljuje s tem, da se je pogovarjal z ministrico in mu je obljubila, da bo tako naredila. Jaz pa pravim, da gradivo, ki nam ga je posredovano bilo iz Ministrstva za okolje in je služilo za pripravo dogovora za razvoj regij, zelo jasno piše. Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve. Upoštevanje vodilnih načel operativnega programa 2014-2020 ter meril in pogojev odbora za spremljanje, pri čemer je ključna velikost aglomeracije nad 2000 populacijskih enot v primeru odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Projekti odvajanja in čiščenja voda so zaradi zavez Republike Slovenije napram Evropski komisiji obravnavani prednostno pred projekti zagotavljanja čiste pitne vode. Pogoji Ministrstva za okolje
in prostor za uvrstitev projektov za drugi dogovor za razvoj regij pa so seveda tudi zraven. Upoštevanje vodilnih načel operativnega programa 2014-2020 ter meril in pogojev odbora za spremljanje, pri čemer je v primeru projektov odvajanja in čiščenja odpadnih voda ključni pogoj zahtevana velikost aglomeracije nad 2000 populacijskih enot. Upravičeni bodo projekti kanalizacijskih sistemov, kjer v aglomeracijah nad 2000 PE-jev populacijskih enot še ni dosežena 98% priključenost na javni sistem. Projekti odvajanja in čiščenja voda so zaradi zavez Republike Slovenije napram Evropski komisiji obravnavani prednostno pred projekti zagotavljanja čiste pitne vode. Projekti na področju vodooskrbe so predvideni v manjšem obsegu s pogojem za vodovodne sisteme za oskrbo več kot 10 000 uporabnikov. Trenutno je na voljo za vodovode 8 milijonov evrov. 9. člen poslovnika o delu Sveta Koroške regije se imenuje postopek obravnave. In sicer piše, pri odločitvi postopka predsedujoči. Predsednik odloča, katera gradiva se bodo uvrstila v obravnavo na posamezno sejo in določi postopek obravnave. Redna ali dopisna seja oziroma predhodna obravnava na delovnem telesu. Pri odločitvi postopka upošteva vsebino in obseg gradiva, stopno njegove pripravljenosti. Ta dokument, ki je alternativni predlog, v tem primeru ni pripravljen v skladu z pravili, ki jih piše Ministrstvo za okolje in prostor, ker predvideva gradnjo čistilnih naprav tudi po 2000 PE-jev, pa sem prej povedal, da je to ključni predlog. Morebiten predlog predlagatelja gradiva in rok za obravnavo. Zato tega predloga nisem uvrstil na dnevni red seje. Sem pa ob začetku današnje seje Sveta Koroške regije zelo lepo povedal, ali ima kdo kakršenkoli predlog za širitev dnevnega reda in tega predloga nisem prejel. Zato smo sprejeli dnevni red, v katerem tega alternativnega predloga ni obravnavanega. Seja pa se začne z določitvijo dnevnega reda. Na predlog predlagatelja pa lahko, 11. člen poslovnika o delu Sveta Koroške regije pa pravi, na predlog predlagatelja lahko v nujnih primerih razširi predlog dnevnega reda za obravnavo še neobjavljenega gradiva. In zato se bila tudi moje vprašanje, ali ima kdo kakršenkoli predlog glede na predlagan dnevni red, in ni bilo predloga. Zato sem se odločil in nadaljeval na sejo Sveta Koroške regije ravno za ta pogoj. Ko pa smo ravno pri tem, se pravičujem, do konca povedal. Ko pa smo ravno pri tem, da se pogovarjamo o tem, kako moramo gledati na sredstva, ki so nam dodeljena ali pa ki jih bomo porabili, pa bi rad prebral del poslovnika o delu razvojnega Sveta Koroške regije, kjer v 10. členu 4. odstavek zelo lepo govori. Član sveta ima pravico delovati v dobro enakomernega in trajnostnega razvoja vseh območij v Koroški regiji. Zdaj pa še ena stvar, ker je seveda dr. Matic to tudi izpostavil in se je vrnil na prejšnjo finančno perspektivo. Zdaj imamo to srečo, da smo nekateri bili izvoljeni ravno takrat, ko on, in smo tudi leta 2006 in 2007, ko se je začela finančna perspektiva 2007-2013, bili tudi na Sveti Koroške regije. In da ne pozabimo, niti slučajno ni bilo kakšnega koli solidariziranja občin z drugimi občinami, ampak so bile enako kot sedaj postavljene prednostne naložbe, ki jih je bilo možno izvajati v prejšnji finančni perspektivi. Vendar na začetku finančne perspektive 2007-2013 si lahko greste pogledati zapisnike, ker če pa kaj, pa imam zelo dober spomin, je bilo zelo jasno napisano za strani ministrstva. Projekti, ki jih boste izvajali v prvem delu finančne perspektive v obdobju 2007-2009, morajo vsebovati dva osnovna pogoja. Prvič, morajo biti vredni najmanj 600 000 evrov in drugič, morajo vsebovati vsaj 2 ali več občin pri njihovem izvajanju. Zato so takrat občine Zgornje Dravske doline
hitele z raznimi projekti, da so se povezovali skupaj, občine Dravograd, Muta, Vuzenica, Radle, Podvelka, Ribnica, in smo izbrali vse projekte, ki smo jih lahko izbrali, so bili vsi z več občinami, tudi če se spomnite cestnega projekta, ki smo ga delali za celo Koroško, smo ga točno tako razdelili, da so občine lahko predlagale samo ceste, ki so povezovali dve občini med sabo in je potem mogla ena občina voditi projekt za drugo občino, če v drugi občini ta del ceste ni bil vreden 600 000 evrov. Če se spomnite tisti, ki ste bili takrat tukaj. Torej, ne pristanem na to, da so bile kakršnekoli solidarnostne klauzule vklopljene tudi v prejšnji finančni perspektivi. Prosim, še kakšna razprava? Prosim, proceduralno. Jaz mislim, da v proceduri ne gre za širitev dnevnega reda. Širitev dnevnega reda pomeni novo točko, ampak dodatno gradivo na eno točko, na isto točko dnevnega reda, dodatno gradivo. Ne gre za širitev, zato ker nisem predlagal širitve, ker ne možeš predlagati širitve na isto temo, ki je točka 5, ki je bila že širitve oziroma predlog razvojnih projektov za to perspektivo. Ne gre za širitev dnevnega reda. Odgovor tudi na tudi to pripombo. Svet Koroške regije ima izdelano gradivo, ki je bilo poslano vsem županom in županjam, vsem udeležencem sveta in v skladu z poslovnikom je to gradivo pri 5. točki zelo jasno določeno in ne more biti drugače zapisano, kot pa je zapisano. Če pa kdo misli, da more biti drugače zapisano, pa more to opredeliti z drugo točko dnevnega reda, ki pa potem nadaljujemo z delom, tako kot bi ga delovali, če bi bila širitev predlagana. Hvala. Še kakšna razprava? Jaz se s tem ne strinjam. S tem ne strinjam. To ne gre za novo točko dnevnega reda, ampak gre za isto točko dnevnega reda, gre za alternative, gre za predloge, ki jih v razpravi lahko da in to pravico imam, da dam. Zato sem dal tudi pisno gradivo in to pravico imam, da dam na isto točko predloge za razmisliti. Hvala lepa. Še kakšna razprava, prosim. Županja se obračuje, županja Črnek. Izvolite, magistra Romana Lesa. Ne, se jaz brat samo praktično rešil tole zadevo, če je prišlo na dnevni red pa še dodatno gradivo, ali pa je bil podan predlog tekom razprave, predlagam, da pač o tem predlogu, tako kot na občinskih sejah, glasujemo najprej, potem pa o tistem predlogu, ki je bil predlagan s strani predlagatelja. Hvala lepa. Ampak preden glasujemo, bi pa rad pojasnitev mogoče kar od direktorice Razvojne agencije, na kakšni podlagi zdaj vi predlagate, da bi delali tudi aglomeracije pod 2000 PE in pa tudi na 2000, tam, kjer je že priključenost večja od 98%. Tega uradno nimamo, ne? Te informacije nimamo, da je zdaj sprememba prišla pri tem. Ni. To je predlog občine. Ampak se sklicujete na zagotovilo ministrice. No, lahko to pojasni, da mislim. Potem, mislim, za nas so še vedno tisti pogoji, ki smo jih predhodno vam poslali. Z drugih pogojev. Ne, Romana je bila pri ministrici. Ne, kaj? Hvala lepa, da je ministrica to obljubila. Hvala lepa. V redu, hvala za razpravo. Čas. Prosim, županja Črnek, izvolite. Najprej bi rekel, da bi mogoče razpravljali tudi o tem, ali je kriterij ključa prebivalstva tisti kriterij, ki je dejansko pravilni in enakopravno obravnava vse občine. To se mi zdi zelo pomembno. Mi smo v času, ko smo se o tem pogovarjali tudi o kriteriju koeficienti razvitosti občin, s tem, da seveda ugotavljamo, da bi potem 4 občine, ki so tudi v Dravski dolini, se pravi Muta, Podvelka, Ribnica, na Pohorju, pa Uzenica, so tiste občine, ki imajo kriterije razvitosti pod 1 in bi na tak način tudi po tem kriteriju lahko pridobila več sredstev. Drugi kriterij se mi vsekako zdi tudi površina občine, izredno pomemben kriterij, ker zdaj glede na število prebivalcev pač dejansko pomeni temu tako, da čistilne naprave, ki so bile sprejete in dogovorjene 14. 12. 2015,
kar naenkrat ne bodo financirane na tak način, kot smo se takrat dogovorili. To, da smo se dogovorili, imam sklepe, tudi vi, ostalih imate, dogovorili smo se tudi o financiranju teh in zato se mi zdi nesprejemljivo, da se to kar zdaj naenkrat pač na drug način obravnava. In se mi zdi, da se je župan Prival tudi prej prav izrazil, pa še jaz se bom športno glede na to, da ste tukaj večina sami moški. To je približno tak zgleda, kot bi dejansko nekdo, ko v tekmi nekdo vodi že 3:0, spremenil tik pred zdajci pravila, pa rekel, da zmaga tisti, ki da zadnji gol. In to se mi zdi res nesprejemljivo in se mi zdi, da bi bilo potrebno tudi o tem razpravljati. Meni se zdi, da smo se leta 2015 dogovorili o čistilnih napravah, potem so bile te čistilne naprave za mene dogovorjene vse do meseca junija, ko so se pravila igre obrnila na glavo. In ko je predsedujoči sedanjega sveta Koroške regije, se lahko tudi čestitam za to, da navaja sedaj poslovnik, medtem ko prej 2 leti ni hodil na seje sveta Koroške regije, niti v njih ni aktivno sodeloval. Prav tako se ni udeleževal sej kohezije, kjer se dejansko na 12 sejah pogovarja o tem, na kak način se bodo dodeljevala ta sredstva regije. In to se mi zdi pravzaprav zelo nefer do obeh občin. In me prav zanima, kako bi se v nasprotnem primeru dogajalo, če bi bile ti 2 močnejši občini, kakšni 2 močnejši, tak smo pa dejansko zdaj v neki pad poziciji tukaj, v nekem nezavidljivem položaju, pravzaprav v takem, da tudi mi ne vemo, na kak način bomo lahko financirali te čistilne naprave, pa še mogoče to, kar sem že omenil, da se mi zdi, da ni Ljubljana tista, ki se mačehovsko obnaša do nas Koroško, da se hkrati enako obnašamo tudi občine med seboj. Mogoče tudi občina Črna, da to ne bom rekel, ampak zdi se mi, da bi bilo dejansko potrebno ponovno razpravljati o teh kriterijih. Tudi število prebivalcev bo vzeto na leto 2015. Občina Črna na srečo je število prebivalcev narašča in ima na dan 1.1.2017 čez 60 prebivalcev več, kot pa je tukaj navedeno. Hkrati pa mislim, da moramo biti vsi skupaj zaskrbljeni, ker nas je na Koroškem namesto 72.368, kar naenkrat samo še 70.761. In vse, kar zdaj predlagam, je to, da se pomenimo o kriterijih, ki so bili izbrani za to, da lahko vidimo, na kak način sta zdaj financirani obe čistilni napravi, medtem ko seveda teh 600.000 evrov, ki je za daljinsko kolesarsko povezavo Trbonje, res izhaja iz tega integralnega državnega proračuna, je bilo pa istočasno potrjeno na svetu, mislim na vladi Republike Slovenije, kot pa najni 2 čistilni napravi, se pravi čistilna naprava Prevalje je bila potrjena tako na koheziji, oziroma tam smo se seznanili s tem, in na vladi v višini 5.435.294 čistilna naprava Prevalje in čistilna naprava Črna 2.797.381. Vmes smo se pogovarjali že tudi o različnih stopnjah financiranja, na kak način bi bo vseeno to za nas sprejemljivo, in zato predlagam, da se še enkrat opravi razprava o kriterijih, ki bi omogočili gradnjo čistilnih naprav, vsaj pri približno enakimi pogoji, kot so se lahko gradile v preteklosti. Pa še enkrat nazaj, da se vrnem na sklepe, ki jih imam tukaj. 14.12.2015 smo sprejeli tako na svetu Koroške regije,
Obe čistilni napravi, vključno s financiranjem in tudi na regijskem razvojnem svetu enako. Hkrati smo še v 3.5.2017 dobili izjavo o prioriteti projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju reke Meže, kjer piše, da pač kaj se je zgodilo v tem teritorialnem razvojnem dialogu in sta tako ostali projekti so bili nekako, so pristojna ministrstva so napisali, da jih načeloma podpirajo, predlagane projektne vsebine za njihovo realizacijo nimajo, razpoložljivih sredstev med tem, ko sta pa oba projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju reke Meže ostala v teh prioritetnih projektih. Tako, toliko za enkrat. Hvala lepa. Še kakšna razprava, županja Dravograda, prosim, gospod Marjanac. Hvala lepa. Za mene, spoštovana kolegica, jaz pa mislim, da vso to godlo je zakuhala država spet. Vse so vsa država je spremenila način, kako bomo razdeljevali denar v tej perspektivi, pa ne zakuhajo samo glede razdeljevanja, mi smo tudi v projektu vodooskrbe in imamo vse skozi probleme, kako priti do denarja, ki nam je že odrejen. Ampak ne glede na to, meni se zdi, da bi bilo vse eno prav, da bi razmislili o tem, da bi poleg kriterija števila prebivalcev mogoče resnično vzeli še en kriterij, vse z moje strani, recimo površino občine. Zdi se mi, da bi bilo malo bolj fair razdeljeno. Seveda stvar razmisleka za vsakega posebej. Zdaj, če boste to uvrstili dobro, če pač ne boste, pa bo ostalo tako, kot je. Kar se pa naše čistilne naprave tiče, mi smo zelo hitro začeli in smo imeli še program ISPA, bili smo financirani strani Evrope, takrat 42%, tako in še to je bilo v tistih časih, ko je bilo treba tudi plačati DDV, ne tako kot zdaj, ko se ga lahko odšteva. V koheziji smo bili v prejšnji perspektivi z kolektorjem, ampak seveda mimo denarja, bom rekla, regionalnega. Sem pa presenečena vseeno, ker navajate, da se bomo, mislim, ker po eni strani ta prvi poziv naj bi ga potrdili in se je sedaj nekako uvrstil v teh 27 milijonov. Jaz bi pričakovala, da bo ta prvi poziv pravzaprav se iz enega drugega predalčka financiral, če je bilo to že vse potrjeno. Vse to si nismo mi namišljevali. Takšna je bila politika in tako bi bilo tudi prav. Vidimo, da bomo se še enkrat odločali o podjetno svet podjetništva, ne? Bo tudi še enkrat potrjevalo. Vse kljub temu, kot sem prej razumela, če sem prav razumela, je bilo že enkrat potrjeno. Isto je bilo potrjeno čistilne naprave, medtem ko sama ta kolesarka, ne vem, zakaj moramo mi to potrjevati, če pa je to državni projekt. Prav, hvala. Zakaj se mora kolesarka potrjevati, ker je državni projekt? V tem prvem delu bi morda jaz tako obrazložila, da sredstva, ki so bila namenjena za dogovor, so strani ministrstva razdeljena oziroma službe vlade za kohezijsko politiko, to se pravi SVRK, razdeljena na prvi in drugi dogovor. Oni so v kompletu združili vsa sredstva in so namenili določena sredstva za prvi dogovor, kar je navedeno tudi v obeh vladnih gradivih, in tako tudi razporedili sredstva. Vendar pa kljub temu so dali za sklepanje dogovora, ki ga podpišeta minister za gospodarstvo in pa predsednik razvojnega sveta v obravnavo na razvojni svet. Lahko bi naredili, da bi vse dogovorjene projekte, ki so jih dali v vladno gradivo, izvzeli sredstva in dejansko to že potrdili, izdali sklepe za neposredno potrditev, ampak žal tega takrat niso naredili. Kar se pa tiče projektov, ki so že nekje delegirani ali pa
postavljeni strani države, to je kolesarska pot in pa projekt štipendijskih shem, pa je država pač predlagala, da se projekti, ki so v izvajanju, dodajo v ta dogovor, ker jaz mislim, da sistem tudi oni povečujejo rezultate črpanja sredstev napram Evropski komisiji. Ravno tako moram povedati, da ta sredstva, ki so za kolesarsko omrežje oziroma za to pot kolesarska povezava Trdonja-Maribor, niso iz evropskih sredstev, ampak so sredstva državnega proračuna in so na direkciji za ceste. Hvala. Župan občine Ribnica na Pohorju, gospod Srečko Ljuječ, izvolite. Hvala za besedo, spoštovane. Ja, z majhne občine Piran in seveda bi rad pod 2000 odnot financiral svojo napravo, ker ta tudi vidim Josip. To bi bilo super, ne? Ampak žal ne gre, ne? Tako kot mi ne moramo danes sklepniti, da bomo vsakemu izmed nas razdelili Mercedese. Enostavno ne gre. In če pod 2000 ne moramo financirati, pač ne bomo. Občina Ribnica ima 1 300 000 proračuna, pa moram v Josip dolu ta trenutek sam graditi čistilno napravo in razvod, ki stane 800-900 000. Vi meni govorite o finančnih virih, pa še o solidarnosti iz prejšnjega obdobja. Ko sem jaz pred 7 leti prevzel občino, sem ugotovil, da je bila čistilna naprava v Ribnici financirana tako kot pravi kolegice Zdravograda, se pravi 40%, mi smo dali več kot 50% plus DDV iz lastnih sredstev. Kako solidarnost tako gledate? Občino Ribnica sem dobil zadolženo na 70% možnosti zadolžitve za 15 let. Kakva solidarnost je bilo tu? Zdaj okrog obljub, ne? Vi veste, da sem jaz že pred par leti začel malo da ne na Koroškem radiju, sem rekel, da jutri bomo začeli graditi gondolo. Mi imamo gradbeno dovoljenje, mi imamo tisti famozni 15a člen, ki ga ministrstva podpišejo. Vse imamo, samo denarja ne. Ker so nam naenkrat nam je država rekla, ne damo. Zakaj? Ker ena vlada padla. Pa druga vlada imela druge prioritete. Drugače bi ta gondola že bila zagrajena, ne? Tako toliko obljuba, ne? Tako da jaz ne vidim, da celo ko se pogovarjam z bivšimi svetniki, pa bivšo županjo, nič niste bili solidarni. Nič solidarni. Gradili ste na politiki moči. Ne solidarni. Tako da danes mene ne pričakujte nekaj solidarnosti. Hvala lepa, župan Ribnice na Pohorju. Še kakšna razprava? Prosim, poslanec, gospod Danilo Anton Ranc. Hvala za besedo, jaz bi vse prav lepo pozdravil. Sicer danes imam pravice glasovanja, tu bom rekel, da sem bolj lahko nekaj funkcijo navijača ali pa moderatorja, če se izražam v športnem žargonu. Tudi sam sem zagovornik nekega ekipnega duha, timskega dela na vseh področjih, tudi parlamentu, kjer tudi dan se novina vprašal, kako bi poteknil paralelo med včerajšnjo zmago naših košarkarjev, rekel, to je timski duh, to je kolektiv, ki grejo zadeve tudi bolj naprej. Reč, da sam tudi tako delujem, tudi v javnosti nastopam in skušam tudi delovati povezovalno, predvsem kot Korošec v plani, da bi za to regijo pač nekaj naredil, ker imam pač občutek, da Ljubljani mogoče kar kjer že šampan se odpira, če bi čul našo razpravo ali pa mislim, nejte vi, zdaj se pa vi malo tam krekite, čitete stopko procedure, jaz ne poznam, reč, da ste tu večji poznavci formalnih postopkov sprejemanja teh koriščenja sredstev, tako da tu bo mogoče kjer rekel mimo strelu, ampak jaz bi pač na nek način skušal danes tudi to medolatorsko vlogo odigrati, pa nek dialog postaviti, ker imam čutek, da je tu res država spremenila neke kriterije, ki so bili prej drugačni
Tudi res je to, da je Mežiška dolina res, jaz bi lahko rekel, najbolj ekološko degradirana v Sloveniji, tudi na Koroškem, pa še rečemo, slin, pa saloritne cevi, pa tako naprej. Tako, če gledam res to prizmo, to je bila beseda solidarnost uporabljena, jaz pa mogoče v smeri ponovnega dialoga z ministrstvom, kot je mogoče pan klasična kaz, da bi vendarle šli v neko pobudo, in pol pa še po pridobitvijo dodatnih sredstev za regijo, da tu nastopimo kolektivno kot ekipa, župan Moše Griza, dobro nogometno ekipo, če se v športnem žargonu izražam in probamo do rešitve, ki bo najboljša za regijo in da probamo seveda pridobiti dodatne vire, da bi mogoče ali pa neko kompromisno varianto, da bi vsak nekaj predstavil, da bi mogoče našli tako skupno rešitev. Zdaj tu boste rekli, da ne dovolj spremljam postopku na ministrstvu, kako to poteka, ampak jaz ne bi obupil, pa bi predlagal nek ponovni dialog z ministrstvom za okolje, da bi vendarle na nek način realizirali to komunalno infrastrukturo tudi v Mežiški dolini. Toliko zdaj samo imel, pa bi rad, da nek dialog v tej smeri ves teče, da ne bi mogoče tudi bo formalno, če mogoče še si nek cilj postavil, pa je ten skupni razgovor na ta pristojna ministrstva. Hvala. Hvala lepa. Jaz sem zelo vesel na pobudo poslanca Državnega zbora. Takoj, ko bom sprejel povabilo, da se naj na pobudo poslanca oglasimo skupaj z njim pri ministrici za okolje, bom to seveda z velikim veseljem naredil. Hvala. Prosim, Matic. Jaz sem hotel samo noben od nas ne želi, ampak država je to naredila. Država je povzročila po vseh regijah, prihaja do konfliktov zaradi tega, ker je država spremenila način igre, kot jo je prej definirala. Jaz tudi ne želim se kregati z nobenim. Zaradi tega, karkoli. Dobro, solidarnost je le en del celotnega razvoja Koroškega. Ne želim se z nobenim kregati, zaradi tega, ker vem, da je država naredila napako. Če je država rekla, zdaj imate ta sredstva, si boste razdelili, jaz ne vem, če je število prebivalcev edini in najboljši kriterij za delitev sredstva. Drugače je pa krivda absolutno na državi, ker je 5 minut pred 12 ali pa sekundo pred 12 popolnoma spremenila pogoje igre. In v tem času, gledajte, od 2015, ko smo sprejeli vse te sklepe, ko je bilo na vladi potrjeno sklepe, tudi v financiranju, v višini financiranja teh čistilnih naprav, do julija, ko je država spremenila te pogoje, vidva nismo imela več časa, ko 2 meseca smo vsaki teden, 2-krat bila na ministrstvu, hodila, prosta, preprečevala, kaj je smiselno in kaj narediti. Nismo uspela, ker je bilo, ko smo bila tik pred zdajci, časa je zmanjkalo, država je spremenila pogoje igre in nismo uspela nič narediti. To je to. Kljub obljubam predsednika vlade, ministra, ministrice in še koga. Zato je res mogoče ta ideja, mi smo zadnji že sedeli na to temo, dodatna finančna sredstva, ki mora država zagotoviti, ker gre za infrastrukturo, za katero je država obljubila, da bo financirala infrastrukturo iz kohezije pod pogoji, ki jih je Evropska komisija definirala. Ampak sama z Romana nismo dosti močni. Res, če bi vodila občino, mogoče občino Slovenj Gradca, pa občino Celje, pa Ljubljana, ki so močnejši, bi uspela. Ljubljana je uspela. 128 milijonov evrov. Kar tak, mimo grede. Pa Magna 18 milijonov. Lek ni dobil nobenih finančnih sredstev za investicijo. 110 milijonov in 400 delovnih mest. Obljubili so, da bo infrastruktura zgrajena, ki je potrebna in pomembna za investicijo. Jaz se prečujem, če bi kdo razumel, da gre za napad na koga posameznika. Ampak pravim, v preteklosti smo se dogovarjali, se je treba dogovarjati, ampak to ni rešitev. Če država spremeni pogoje igre tik pred zdajci,
je seveda nemogoče rešiti. Hvala lepa. Prosil bi razpravljalce v prihodnje, da se držimo točke dnevnega reda pri razpravah. Županja Črne je želela, pa županja Dravograda. Zdaj ne vem, če se bom vi držala te točke, ampak jaz bi rada zdaj predlagala en predlog poslanceva, ki sta tukaj, ne, in ki se stalno zaradi te povprečnine sem in tja boclamo in iz tistih zakonsko pripadajočim nam občinam 666 evrov po prebivalcih smo mi zdaj pristali na 533, to je približno za našo občino milijon. Tako približno je občina Prevalje, če bi zakonsko se država držala tistega, kar bi se morala, bi verjetno v 2-3 letih lahko Prevalje si samo zgradilo čistilno napravo. Jaz bi sam prosila, da nas poslanci podprete pri teh prizadevanjih, da se nam pač povprečnina nekoliko dvigne, če ne na tisto, kar nam zakonsko pripada, pa vsaj nekaj več, kot pa se je sedaj določa, ker potem tudi ne bo več takega problema, da občine same kot take ne bomo mogle določenih zadev spraviti pod streho, sploh take, ki so evropsko zahtevane od nas. Hvala lepa, županja Dravograda, županja Črne. Ja, jaz bi še enkrat predlagala to, da se pogovarjamo o kriterijih, o tem, na kak način, da se še enkrat pogovorimo o kriterijih. Hvala lepa, župan mestne občine Slovenj Gradec, prosim. Ja, Marjana mi je dala dobro istočnico in s tem se jaz čisto strinjam, da smo pač zdaj prišli na to, kako lahko poslanci pomagajo zdaj z te zagate, mislim, da je edina prava pot in tisto, kar poslanci morajo delati, torej sprejemati sistemsko zakonodajo, v tem primeru na področju financiranja občin, ki bo zagotovila občinam možnost, da upravljajo zakonsko določene naloge. Če bojo to nalogo poslanci upravljali in ni treba posegati na posamezne primere reševanja problemov na terenu, ki ga pokrivajo, ker so v bistvu državni poslanci. In če delamo na tak način, da bomo pač merili moč, koliko je kjer poslanc močen pri svojem ministru in pridobiva sredstva za svoje lokalno okolje, potem mi vedno manj potegnemo, ker imamo iz drugih okolij veliko močnejše zastopanost v državnem zboru. To moramo torej še enkrat pozvati poslance, povprečnina naj se postavi na zakonski okvir, pa bomo zgradili sami vse tisto, kar moramo. Kar se pa tiče te današnje diskusije, me pa moti, da skozi govorimo o nekem ključu delitve, ker tega v bistvu ni. Dogovor za razvoj regije je enovit program, mehanizem financiranja projektov. Mi smo sprejeli projekte, ki jih uvrščamo v dogovor za ta mehanizem, in teh projektov je bilo veliko več, kot pa je razpoložljivega denarja za ta program. In ker moramo krčiti pri vseh projektih, ki smo jih občine predlagale in so bili tudi potrjeni, se morajo krčiti pač proporcionalno po vseh predlagateljih ali pa občinah. Mislim pa, da nimamo dobenega ključa prebivalcev ali kvadrature občin ali karkoli, ampak smo govorili o projektih. Hvala lepa. Zdaj pa glede na to, da se približujemo 12. uri in če te točke ne bomo zaključili, bomo sejo prekinili tako dolgo, dokler da pravzaprav bomo pelali in bomo vse člane razvojnega sveta pustili čaka zunaj pred vratami. To je samo opozorilo. Pa prosim, ne podržite se teme. Prosim, županja. No, jaz bi tule sam repliciral v času. Današnji ključ je pripravljen izključno na številu prebivalcev. Ne na projekte, je pa res, da govorimo o operativnem programu in da govorimo o projektih. Zato nikoli do meseca junija nisem razmišljal o tem, da bi te čistilne naprave, ki so projektne in tudi mislim, da so to da je to regijski projekt, ker s tem zaključujemo odvajanje in čiščenje porečja reke Meže, da bi to kar naenkrat zdaj lahko nastavil v takem procentu, kot je današnji predlog. Še enkrat nazaj. Kljub temu, da se zdaj, ne vem zakaj, lepo rečemo, to pa sklicujemo na državo, jaz mislim, da je ključni moment danes, tukaj in zdaj, in to na svetu Koroške regije in potem na razvojnem svetu. In kot sem že prej omenila, jaz mislim,
da smo mi leta 2015 se dogovorili o tem, o čemer se danes ponovno pogovarjamo, tudi o denarju. Samo takrat je bil denar v oblakah, danes je pa resničen. In ker je resničen, je nastal problem. Če bi se pogovarjali o nekem imaginarnem denaru, jaz mislim, da bi občini Črna vi z lahkoto dodelili 10 milijonov. Ker se pogovarjamo po dejanskem, smo pa zdaj tam, kjer za nas, lahko rečem za Črno, se pač smo v svinčenah, cetah bile, pa zgleda bomo še naprej. In jaz mislim, da je tudi čistilna naprava eden izmed okoljskih problemov, ki je sigurno tudi za nas pač zelo, zelo pomembno, da se ta okoljski problem reši. In tudi iz tega vzgiba se meni zdi, da je ta kriterij pač res napačen oziroma da je krivičen. Hvala lepa. Prosim, župan Podvelke se je prijavil še za besedo, pa prosim, če lahko za čas pričemo razpravo. 2 minuti. Res je, kaj gospod pravi, da smo 14.12. sprejeli sklep 4/2. Ampak tam je bilo prvo izboljšanje pogojev za trajnostno mobilnost, drugič izgradnja širokopasovnega omrežja, tretjič odvodnjavanje in čiščenje, četrtič vodooskrba območja Bežiške Mislinjske doline. Res je, samo takrat je bilo rečeno, za ta 4. projekt, če bomo dobili še sredstva. Ni pa bilo rečeno, ki smo zahtevali, če se spomnite, ko sem še jaz bil predsedujoči, naj nam dajo kvoto, pa da se bomo mi dogovorili. Ampak ne, rekli so čistilne na 2000 enot, danes pa vi govorite po 2000. To ni res. Rekel mi je kolega zdaj tu, da ko ste se pogovarjali z ministrico, da če bomo mi se danes za to dogovorili, bo pa ona to potrdila. Vsak malo ne moramo se take igre, toliko pa. Hvala lepa. Počasi prosim, zaključujemo razpravo. Izvolite, županja, še enkrat, pa prosim zadnjič, če lahko. Ja, ne vem. Pač v glavnem, res še enkrat, sem tako rekel, prej nisem športno zaključila, pač ne vidim se v tem delu niti več kot igralka, še manj pa kot gledalka, no, enostavno. Sam to bom prebrala. Razvojni svet Koroške regije na svoje 5. redni seji 14.12. obravnaval na podlagi predhodno sprejetih pogojev in regijsko specifičnih meril prednostne regijske projekte in osnutku dogovora za razvoj regije Koroška 2016-2019 kot najpomembnejše določil 4 projekte, sem skrajšal. Izboljšanje, kar si ti omenil prej, izgradnja širokopasovnega odvajanja in čiščenje pa vodooskrbo. Po izvedenem teritorialnem razvojnem dialogu ugotavljamo, da od predlaganih prednostnih projektov Koroške regije ostaja za umestitev prvi dogovor za razvoj regije, realni zboljšaj projektov odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju reke Meže, za vse ostalo pri ostalih 3 projektih pristojna ministrstva bodi se načeloma podpirajo predlagane projektne vsebine, a za njihovo realizacijo nimajo razpoložljivih sredstev. To je projekt za izboljšanje pogojev za trajnostno mobilnost in vodooskrbe, bodi si ne sprejemajo načina izbora v postopku neposredne potrditve operacij, to je projekt izgradnje širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. In ne mi govori, da ne bi mogli tudi drugače narediti. Izloči to na 2 projekta iz dogovora, pa se pogovarjati o 19 milijonih na mesto zdajšnjih 27. To, kar je bilo takrat sprejeto, da država vsi. Lahko prosim, vse vem. Hvala lepa. Jaz zaključujem za razpravo, lahko prehajamo na glasovanje. Preden da bomo glasovali, bom prebral sklep. Svet Koroške regije potrjuje predlog projektov za prvi dogovor za razvoj Koroške regije v predlagani vsebini in predlaga razvojnemu svetu Koroške regije, da predlagane projekte po točkami 1 do 4 za sklenitev prvega dogovora za razvoj Koroške regije tudi potrdi. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? Zdaj pa držite ga, prosim. 9. Hvala. 10 za. Je kdo proti?
Eden proti. Dva proti. Ugotavljam, da je sklep z 10 glasovi za in 2 glasovoma proti od 12 navzočih svetnih predstavnikov občin sprejet. Hvala lepa, nadaljujemo sejo Sveta Koroške regije. Preden pa da nadaljujemo naslednjo točko, bi rad povedal to, da bom do naslednje seje Sveta Koroške pripravil spremembo poslovnika in vas tudi prosim, da jo potrdite, da bomo razpravljali tako, kot razpravljamo na seji občinskega sveta. Da ne bomo se v eni stvari nekdo lahko 8-krat oglašal in tak naprej. Torej, predlagam spremembo poslovnika in prosim, da me v tem podprete. Šesto, prosim. Po razvojnem svetu moramo še potrditi še enkrat svet Koroške regije, torej te predlagane dokumente, ker smo že danes to potrdili enkrat, bomo naslednjič naredili to za dopisno sejo. Če smo pri 6. točki dnevnega reda, to je ukinitev zasedbe postaje Vuhred s prometnikom. Strani sindikata železniškega prometa Slovenije smo bili za dopisom po elektronski pošti obveščeni in zaprošeni za pomoč in posredovanje, da se prepreči zaprtje oziroma ukinitev zasedbe postaje Vuhred s prometnikom v turnusu 12:24 prekinitvijo v nočnem času. Nažalost je železniška postaja Vuhred ravno v naši občini, pa nisem tega umestil za to, ampak gre se bolj za to, gradivo ste dobili dokumentacijo, ki so jo nam poslali za sindikata. Moram povedati, da me ne toliko bode ali pa moti to, da je ravno ta postaja. Bode me to, da je pravzaprav vsakršno zmanjševanje standardov na koroški progi pomeni določeno ukinjanje nekih pravic naših občank in občanov. In zato bi predlagal, da po razpravi tudi sprejmemo sklep za to vsebino, da se ostro odzovemo na Slovenske železnice z dopisom, v katerih jih pač, tako kot že ničkolikokrat do sedaj, obvestimo o tem, da se s temi predlaganimi spremembami in nikakor ne moremo strinjati z zmanjševanjem standarda na naši koroški progi. Dajem točko dnevnega reda v razpravo, prosim. Ja, hvala lepa. Predlagam, da glasujemo o sklepu, naslednjem sklepu za 6. točko, in sicer Svet Koroške regije se je seznanil z prejeto informacijo in predlaga posredovanje protestnega pisma članov Sveta Koroške regije na pristojno ministrstvo in Slovenske železnice. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je z 12 glasovi za in nič glasovi proti sklep sprejet. Smo pri točki razno in ker sem na zadnjem sestanku, ki smo ga imeli na Regijski razvojni agenciji, bil se strani župana občine Muta smo bili seznanjeni za problematiko, sem ga poprosil, da za Svet Koroške regije pripravi po točko razno obvestilo in poročilo in ga prosim, ga še enkrat lepo pozdravljam, župana občine Muta Mirka Vošnerja, in ga prosim, da nam predstavi na svetu torej to poročilo. Prosim. Hvala za besedo in tudi hvala za uvrstitev te točke na današnji dnevni red Sveta Koroške regije. Jaz mislim, da je to problematika, ki bi jo morali mnogo bolj resno in mnogo bolj odgovorno že pred nekaj meseci odreagirati, ampak sem vesel, da ste nekateri prepoznali to potrebo. In sicer sami veste, da imamo v Sloveniji 26 bolnišnic. Sami veste, da imamo v Sloveniji približno 3 milijarde 300 denarja zbranega za potrebe tako primarnega zdravstvenega varstva, pravnih bolnišnic, sekundarnega in seveda terciarnega, da imamo seveda velike izgube na področju zdravstva, da smo pred približno mesecem dni prebrali predlog Ministrstva za zdravje, da bo začela reorganizacija nekaterih bolnišnic z povezovanjem, tako kot porodnišnice Kranj z Jesenicami, tako z ukinitvijo nekaterih manjših bolnišnic in med drugim tudi z pripojitvijo bolnišnice Topolšica z splošno bolnišnico Celje. Na to seveda ni noben na Koroškem odreagiral, še manj je kdo odreagiral na splošno bolnišnici Slovengradec in kar vrsto ljudi se je tudi obrnalo na nas župane, kaj mislimo v zvezi s tem, tudi strani zdravstva, tudi strani zdravnikov.
in zato bi seveda izpostavil ključne zadeve. Bolnišnica Slovenj Gradec je drugi največji zaposlovalec v Koroški regiji. Ta trenutek ima prek 800 zaposlenih. Bolnišnica na letni ravni upravlja okrog 14.000 primerov, se pravi, da gre praktično 14.000 ljudi skozi leto, skozi roke zdravnikov. Bolnišnica ima 120-letno dolgo tradicijo, ena najbolj prepoznanih v slovenskem in bivši državi, tudi v slovanskih prostorov. Bolnišnica Slovenj Gradec ima tudi nekaj izredno dobrih ved in dejavnosti, kot je urologija in interna, spet ne poudarjam, da smo kaj druge šenki. In v bolnišnico Slovenj Gradec je v zadnjih 8 letih vložilo preko 50 milijonov evrov. Sedaj pa prihaja do predloga, da ministrstvo ene, druge, tretje vlade predlaga takšne ali drugačne spremembe in tukaj bi opozoril na en detajl, da je ustanovni akt bolnišnice Slovenj Gradec takšen, da na sekundarni ravni pokrivamo področje praktično 2 regij in sicer celotne Koroške, pa pustimo tisto, ali nas je 72.000 ali 74.000, kolego Košeto sem povedal, zakaj nas je 72.000, ker so se začeli študente odjavljati pri nas doma, ker plačujejo manj komunalnih dajatev, pa se prijavijo v občinah, kjer imajo začasno prebivališče. S tem smo izgubili 1000 študentov na Koroškem, če hočete vedeti. Drugo, Savinsko-Šaleška regija, severovzhodni del, je po statutu bolnišnice Slovenj Gradec komplet prepada k bolnišnici Slovenj Gradec in sedaj predlog, ki bo mogoče tudi zanikan v naslednjih urah ali pa dneh, da seveda ne misli ministrstvo resno pripojiti bolnišnice Topolšica k Celju, je za nas popolnoma nesprejemljivo in zato seveda predlagamo, da se tukaj zelo resno pogovorimo tudi na Koroškem, kaj mislimo za našo osrednjo in edino bolnišnico, ki je v tej regiji in ki jo že 20 let ogrožata predvsem zaradi svoje dejavnosti, predvsem za svoje gravitacije, predvsem zaradi svoje profesionalnosti in pa opremljenosti, tako novo ustanovljeni univerzitetni klinični center v Mariboru, katere pol Dravske doline tudi po naravni poti odhaja vedno več v bolnišnico Maribor, oziroma v UKC Maribor, ker jim je tukaj bliže, ker imajo nekateri 20 km do Maribora, do Slovenj Gradca pa 40 ali 50, da na drugi strani imamo velik problem dostopa do bolnišnice Slovenj Gradec iz Savinjske regije in iz tega vidika tudi povezujem nujno ukrepanje in nujno akcijo na tem področju. In če date mogoče naprej, samo nekaj številk še. Tukaj je osebna izkaznica bolnišnice Slovenj Gradec po kadrovski zasedenosti in to je vir iz zadnjega letnega poročila. Slovenjgraška bolnišnica ta trenutek zaposluje z praktikanti in specializanti kar 155 zdravnikov. To je, bi rekel, zelo visoka številka in hvala Bogu, da jih imamo doma, čeprav, če bomo nadaljevali, se bo ta številka začela zmanjševati s odhodom zdravnikov preko meje, pa tudi daleč preko meje. Naprej. Tukaj so investicije, ki so bile v zadnjih 8 letih narejene. Vi veste, da smo imeli tudi izredne seje na regijske ravni okrog urgentnega centra, okrog prizidka, okrog novogradnje. Skratka, gor vidite številke, kaj se je zdaj v teh parih letih naredilo. Preko 45 milijonov se je investiralo v popolnoma nov objekt urologije, kirurgije in pa urgentnega centra. S tem, da je za nas nezaslišano bilo, da so enostavno preprosto v ta objekt C1 in C2 z enim samim sklepom Ministrstva za zdravje umestili urgentni center, ki je po oceni številnih strok neumesen in bi moral biti na lokaciji zdajšnje stare kirurgije in porodniškega oddelka, ki ga naj bi porušili. To vidite v drugi fazi izgradnje, ki se vedno bolj odmika, je pa seveda nujno potrebna za nas. In seveda zelo uspešno v zadnjih letih se je kupilo nekaj zelo sodobne opreme. Naprej. In to, kar sem že prej dejal, izvaja se postopen prenos bolnišničnih dejavnosti iz bolnišnice Topolšica v Celje, zlasti internistika,
in pa potem, kar je bolnišnica Topolšica bila znana, da ima močen pulmološki oddelek z prenosom določenih dejavnosti in predvsem pacientov, ker bolnišnice veste, da niso več plačane pavšalno, ampak po primerih na kliniko bolnik. Ne vem, če kdo ve, 3. novembra 2010 je bil dogovor med deležniki, ki jih vidite gor, Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, bolnišnico Celje, Slovenj Gradec in Topolšica o preusmerjanju bolnikov med bolnišnicami. In v dokumentih sveta Zavoda in pa poročilih iz leta 2016 Splošne bolnišnice Slovenj Gradec se ta dogovor evidentno krši in večina pacientov odhaja v Celje, v bolnik in s tem se prizadane in hendikepira naša dejavnost in naš poslovni rezultat bolnišnice, ki pa seveda ni zavedljiv, ker ima več kot 5,6 milijona akumulirane izgube. Ministrica oziroma ministrstvo predlaga priključitev bolnišnice Topolšice k Celju ali pa celo kliniki Golnik. S tem je ogroženo tudi kritična masa za nas Koroste, sedež območne enote Ravne na Koroškem, ki ima z leta v leto manj števila prebivalcev in manj števila zavarovancev v območno enoto ZZZS Celje ali pa so izredno močni trendi, da bi se ta območna enota dobila sedež v Velenju. In pa seveda nujna nadaljna razvoj in pa intenzivno investiranje v slovenjgraški bolnišnici za namestno izgradnjo starega kirurško-porodniškega bloka. Naprej. Ko sem se pogovarjal z ljudmi, v čem je ključni problem Splošne bolnišnice Slovenj Gradec na področju njenega razvoja, je preprosto v medicinskem vidiku ta, da je Koroška regija v smislu oskrbe prebivalstva ostala zaradi izredno slabih prometnih razmer iz Velenja, Šoštanja proti Slovenj Gradcu brez enega ključnega krila. To je izjava zdravnikov. In res je tako, če je nekdo moral Slovenj Gradec z reševalnim vozilom se voziti 3/4 ure ali pa pol ure ali pa celo uro iz Savinjske doline do Slovenj Gradca, bo normalno, hitreje, varneje in predvsem hitreje prišel do urgentnega centra Celje. Tretja razvojna os, naj se doda, ker ste nekateri toliko let sodelovali in bili angažirani, zakaj je potrebna tretja razvojna os. Moramo in morate nujno dodati hitro povezavo med Velenjem in Slovenj Gradcem tudi zaradi zdravstvenih razlogov in predvsem zaradi zdravstvenih razlogov. Ta tunel skozi Graško goro nam skrajša pot iz Velenja, ki ima približno 45.000 prebivalcev, Šoštanj približno 8.000 prebivalcev in še ostali iz približno ure do ure pa pol na 20 minut iz velenjskega bazena. In zaključna misel, ker je ura že 12, z nekaterimi župani tukaj prisotnimi sem se na to temo tudi pogovarjal, da ne bo mislil to, da je to moj kak avtorski delež, ne, to je delež kar nekaj razmišljočih ljudi na Koroškem, da predlagamo nujen skupni sestanek županov Koroške in Savinjske regije, na katerem moramo jasno povedati, ali in kakšna je vloga pomen ter razvoj Splošne bolnišnice Slovenj Gradec v regiji Koroški in v regiji Saša. Nujna pospešitev del pri pripravi in izvedbi projektov severnega dela tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem, ter seveda začetek njene izgradnje, tudi zaradi te vsebine. In pa na ministrstvo predlagamo, da pošljemo takšne ali drugačne proteste, danes imamo v naših izrazlovih samo neke ostre proteste, zato sem tudi jaz to napisal, zoper napovedano povezovanje bolnišnic Topolšice z SB Celja ali pa Golnik, s katerimi se zmanjšuje obseg dejavnosti Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa, župan občine Muta, za predstavitev problematike selitve Splošne bolnišnice Topolšica. Dajem točko dnevnega, torej dajem točko razno v razpravo. Prosim, župan mestne občine Slovenj Gradec. Jaz bi se kar navezoval na isto diskusijo in bi rekel, da me je Mirko malo prehitel, pa nisem nič jesen ali pa ljubosumn, ker se mi zdi, da je s tem še bolj prišlo do izraza to, da je Splošna bolnišnica Slovenj Gradec regijska institucija ali pa celo preko regijska. To, kar je danes povedal župan Mute, presneto drži in ni druga, kot da vse to, kar je navedel, danes potrdimo
seveda pa moramo nadaljevati in predlogi za nadaljevanje so tudi pravi, povezati se z regijo Saša, ker tudi prvi odzivi pri njih so taki, da navezava Topolšice na Slovenj Gradec je za njih sprejemljiva. Sploh pa v bodočih povezavah je to še dodatna prednost. Gravitacijsko območje bolnice je bilo vedno v Zgornji Savinjski dolini. Žal se je zadnja leta to nekako zanemarjalo, verjetno pa tudi to, kar si ti povedal prej zaradi prometnih povezav. In tudi uprava bolnišnice razmišlja podobno. Jaz mislim, če bi eno delovna skupina ali pa če bi predsednik skoordiniral to delo skupaj z regijo Saša, bolnica, vodstvo Topolšice, vodstvo Slovenj Gradca in pa naš svet regije, da pripravimo ta dokument, ki bi ga poslali pa na ustrezno ministrstvo. Hvala lepa. Še kakšna razprava, prosim, dr. Tomaž Režen. Hvala. Zdaj, Mirko, so danes zelo dober poznavec bolnišnice, bil je predsednik sveta bolnišnice, da si župani, ki ne veste, da sem član nekaj časa, on predsedoval sveta bolnišnice. Mene zdravniki upozorili, da so da nasprotujejo temu in aktivno delajo, da se ne bi pridružila Topolšica Celju. Sicer sem jaz nazaj vprašal, ali je bilo pa spremljivo, če se Topolšica pridruži Slovenj Gradcu, bolnišnici Slovenj Gradec. Tu, po moje, če se bojo že odločili na vrhu države, štovana poslanca, da ukinjate, to lahko naredi samo ministrstvo za zdravje, ukinjate Topolšico, pol dajemo predlog, da jo pridružite splošni bolnišnici Slovenj Gradec, ker s tem bi v bistvu ukrepili regijo, nekako da ne gre k Celju, ali pa da ostane, da ne bi slovensko-saleški regiji kaj govoril, ampak če že, pol mislim, da bi svet Koroške regije, pa upam, da stroka tudi se strinja s tem pridružili pravzaprav, da bi Topolšica postala pač enotna slovenjgraške bolnišnice, ki definitivno je pomembna državna inštitucija. Eni izmed strategije so tudi to, da bi se bolnišnice specializirale državno, se vemo, da urologija, recimo Slovenj Gradcu, pa še kaj, je lahko najboljša v državi, ne samo za regijo. Tako da absolutno se mi zdi potrebno svet Koroške regije, da se glasi o tem. Zdaj, da ne bo še župan čas dvakrat posum, oziroma tem primeru še bolj je govor tudi v sodišču Slovenj Gradcu, bilo vse v medijih zaznati. O tem ni kaj rekel še svet Koroške regije, jaz ne vem, kaj na tem najbrž bolj komunicirajo, seveda z mestno občino, ampak jaz mislim, da tudi sodišče, žal je inštitucija, ki moramo na vse kriplje, na vse moči ohranjati, podobno kot bolnišnica, kajti to so tiste ta prave inštitucije in policijske uprave, žal takrat nismo mogli obraniti, se najbrž se spomnite, obiska direktorja policije na svetu Koroške regije, in da ne bi slučajno še tudi sodišče. Mislim, da je pametno se tudi kak sklep, mogoče ne danes, ampak s takim gradivom spremiti tudi za sodišče, podobno, ko se je za bolnišnico. Samo en stavek bom rekel. Ena najboljših svetovalnih firm v svetu, McKinsey, dr. Gastič, tudi zdravi, nam je leta 92-93 rekla, čez 10, 15, 20 let boste imeli na Koroškem strahovito pomanjkanje delovne sile. Ko smo imeli 1500 ljudi viška v železarni, smo se skoraj pod mizo škekljali, smo rekli, pa kje vi živite, Američani. Leta 2017, vse, kje smo pomanjkanje tega. Zdaj bomo rekel pa nekaj drugega. Čez nekaj časa bomo imeli pomanjkanje procentov v številnih slovenskih bolnišnicah. To lahko nekaj napiše. Hvala lepa, se opravičujem. Izvolite, prosim, župan. Ja, v zvezi z ukinjanjem okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu, lahko povem, da so bile te aktivnosti tako daleč, da je bil pripravljen že dokument za zakonodajni postopek. Ves ta proces se je odvijal v internih krogih Ministrstva za pravosodje. Naključno je prišel v javnost in na podlagi ostrih reakcij preko sodišč, preko regije, Podravske regije, Ptujsko sodišče so tudi hoteli pridružiti Mariborskemu, in pa seveda predvsem medijev. Mislim, da tu imajo največjo zaslugo medije. Večer je objavil prvi ta članek, na katerega so pač potem na ministrstvu zelo žolčno reagirali in tudi spremenili kompletno svoje stališče. Ta dokument je zdaj umaknjen, ni več govora o tem, da bi se ukinjala okrožna sodišča, tudi višja sodišča se ne ukinjajo, Celjsko, Koprsko, ampak seveda reorganizacija se naprej pripravlja. Ta vlada verjetno zdaj ne bo na projektu nadaljevala
Je pa tek, da nismo varni pred nobeno vlado. Jaz ne kritiziram zdajšnje vlade, ampak vse dosedanje vlade ne jemljejo resno projekta policentričnega razvoja, ki je zapisan v vseh strategijah. Čisto pri vsaki imamo poskuse, ali so to zdaj upravni okraji, ali so to ne vem, policijske uprave, geodetske uprave, zginjajo institucije iz centrov, ki so izven glavnega centra, torej iz periferije. Proti temu se treba seveda vedno boriti in ta način, da se že v kali zatrejo te poskusi, je najboljši. Ko enkrat pride tek daleč, da je pač postopek že potrjen na vladi, pol nimamo več šans kaj preprečiti. Zato moramo izkoriščati medije, izkoriščati svoj pritisk in potem mislim, da stvari se lajo ustaviti. V tem primeru se je ustavilo, zato zdaj morda nima smisla v neke izjave sprijemati. Najlepša hvala, spoštovane kolegice in kolegi. Iz spoštovanja do člana razvojnega sveta vas prosim, če lahko zaključujemo za razpravo, ali sprašujem, a še ima kdo kaj zapovedati pri tej točki? Ne, hvala. Jaz sem si zdaj v tem času že oblikoval sklep, ki bi ga predlagal na glasovanje in potem počasi zaključil ta sejo Sveta Koroške. Predlog sklepa bi se glasil približno takole. Svet Koroške regije se je seznanil z prejeto informacijo in predlaga skupen sestanek županov Koroške in Savinjsko-Šaleške regije in da se strani Sveta Koroške regije pošlje na ministrstvo protestno pismo, na ministrstvo za zdravje protestno pismo. Mirko, kot predlagatelj gradiva, a še kaj dodamo? Ne, je v redu. Se ostali strinjate s takim predlogom sklepa? Dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdo je za? Lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da nas je 10 za in nihče proti, 11 za in nihče proti, od 11 navzočih glasovalo za. Se pravičujem, točko razno še kakšna razprava. Jaz predlagam, da to komisijo, da to delovne določi in prej pa imenujete. To je svet, ja. A še kakšna razprava po točko razno? Ne. Spoštovane kolegice in kolegi, najlepše se vam zahvaljujem za prisotnost na naši seji in za konstruktivno diskusijo. Zaključujem sejo Sveta Koroške regije in vas vabim, da ostanemo tukaj in počakamo, da se prične seja razvojnega Sveta Koroške regije. Hvala lepa.